sta dala tudi papeža Janez Pavel II. Ob svojem obisku v Nemčiji leta 1996 in Benedikt XVI. Leta 2011. Vzporedno s tem si je protestantsko zgodovinopisje začelo prizadevati za pravičnejšo podobo srednjega veka in katoliške cerkve v tistem času. Luteranski teologi so samokritično pokazali tudi nasenčne strani v življenju in delovanju Martina Lutra. V preteklosti z katoliške strani še ni bilo mogoče celovito obravnavati njegove teologije. Prav ta celovit pogled prinaša sedaj ta dokument skupne komisije. Njegova velika zasluga je v tem, da se v ekumenskem duhu izjavlja o srednjih vidikih Lutrove teologije, predvsem o teološko spornih vprašanjih nauka o opravičenju, o evharistiji, cerkveni službi in razmerju med Svetim pismom in izročilom. Tu je zbrano vse, kar nas povezuje in nam je skupno. Vse, kar se je v preteklih ekumenskih dialogih izoblikovalo kot skupna prvina v razumevanju vere. Dokument prinaša rezultate dosedanjih ekumenskih dialogov. Ugotavlja, kolikšna stopnja skupnosti je že bila dosežena in v katerih točkah ne sme biti več poti nazaj. Omeniti je treba poseben pomen skupne izjave glede nauka o opravičenju iz leta 1999 v Augsburgu. Papež Janez Pavel II. Jo je označil kot milni kamen na poti ekumenskega srečevanja med luteranstvom in katoliško cerkvijo. S to izjavo je bilo doseženo daljnosežno soglasje, ne še popolno, ampak daljnosežno glede enega od osrednjih vprašanj, ki so v 16. stoletju vodile k reformaciji. Ni pa bilo doseženo popolno soglasje. To velja tudi za pojmovanje cerkve, evharistije in vprašanje cerkvene službe. Te reči bodo glavne točke dialoga v prihodnosti. Kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za edinost, je izjavil: ena prvenstvenih nalog v zvezi s tem spominjanjem je potreba, da prisluhnemo drug drugemu in zvemo, kaj to spominjanje pomeni enemu in kaj drugemu. Njegovo tehtno predavanje je postavljeno kot teološki uvod v našo izdajo dokumenta. Hvala tudi vam, gospod Valenc. Gospod Valenčič, zakaj je pomembno, da je ta dokument šel v zbirki Cerkveni dokumenti? S tem se na nek način tudi nadaljuje tradicija ekumenska, saj so v tej zbirki šla že temeljna ekumenska besedila, kot so bila okrožnica apostola Slovanov, ekumenski pravilnik, okrožnica, da bili vsi eno, ter izjave ekumenskega zborovanja v Baslu in Gracu. Lahko rečemo, da ta dokument je nadaljevanje tega, kar se je najprej na teološkem področju dogajalo od koncila naprej ali pa če vzamemo že pred koncilom. Ne pozabimo, da je Slovenija bila ravno zaradi svoje geografske lege izredno močno izpostavljena ravno ekumenskemu delu. Tu lahko omenimo ravno našega profesorja Krivca. To so bili slavni velegradski kongresi v času med vojnama. Po vojni je to delo nekoliko zamrlo. Ko se je začel koncil, jaz se spominjam, s kakšnim veseljem je profesor vodopivec Janez, ki je bil na Gregorijani oziroma na Urbanijani profesor, sledil koncilskim mislim, tudi je poznal vse te največje akterje ekumenskega gibanja, ki bil da veliko je skoraj tedensko prihajal v Sloveniji, smo z njim lahko veliko debatirali o tem vprašanju in je nekako takole rekel: pot vodi samo naprej, ni več poti nazaj. In danes bi lahko temu pritrdili še bolj. Pot vodi samo naprej, postali smo zrelejši, to je najprej teološki diskurs, ki je potreben, potem pa na praktičnem področju pa gre za številna srečanja na nižjih
ali na tudi višjih ravneh in ta srečanja niso bila tista, ki bi ljudi razdeljevala, ampak so bila več ali manj molitvena. In potem, če vzamemo ravno tisto, kar vse druži kot kristjane, to je svetopismo, razodetje. Biti zvesti razodetju je pravzaprav tisto, kar je najpomembnejše. Spominjam se prvega obiska Rožeja v Sloveniji, pa smo ravno o tem govorili, tudi takrat so študentke začeli zahajati v te zelo, spominjam se prvih tudi skupine študentov. Pa sem rekel, kako, sam nisem nikoli bil tam, je žal, ampak rekli so, da je bilo še poudarjeno, bodimo zvesti Svetem pismu, to nas bo združilo. Ne debata, kdo ima bolj prav, kdo je več zakrivil ali onega. In vemo, da so ravno v TZ-ju na tej ravni molitveni srečevanje mladih ljudi se dejansko se zelo veliko naredilo. In samo mimo grede rečeno, da je prejšnji papež Janez Pavel II Rožeju dovolil, da brez nadaljnjega sme biti pri katoliški liturgiji udeležen tudi z obhajilom, ker mu je obhajilo toliko pomenilo. To ni bilo zdaj predmet razhajanja, ampak predmet združevanja. In seveda ravno molitev, skupna molitev, ne more biti drugo, kakor nam združuje. Svetopismo ne more biti drugo. Zvestoba Božje besede je tista, ki nas vodi tudi naprej. No, v tem duhu mislim, da je tudi izid tega dokumenta, za katerega tudi gospodu Škofu, hvala z Škofom Lipovškom sta se menila, oziroma tudi ga ima kolega tu navzoča, Dovec pa Štruhelj, kot profesorja sta imela tu velik delež, tako da še ravno prvi del je bil pripravljen že ob koncu januarja, no zdaj je že maj, pa ni nič narobe, če tudi nekaj stvari izide zamudo, ampak je potem toliko bolj dragocena. Sem pa hotel porabiti priložnost tudi današnje predstavitve, da omenim še en dokument, ki je išel v mesec februarju, to je pa ta navidez majhen, skromen, pa nič manj pomemben dokument. Skupna izjava, ki ste jo podpisala papež Frančišek in ruski patriarh Kiril v Havani, ko sta se takrat srečala o papeževem obisku Latinske Amerike. Ni toliko teološka izjava, kot je njuna, ravno na kakšnem stanju je sedanja, veliko tudi sedanji dialog med katoliško cerkvijo in Rusijo, vemo, da gre tu pa še za starejši, se pravi, dogajanje 1054. leta, ko se potem rimski papež pa carigrajski patriarh oziroma ruski, tam je še vedno vprašanje, kdo ima večjo veljavo, ali carigrajski, ki je bil v začetku pandan rimskemu, ali potem moskovski patriarh, ki je pa seveda voditelj največje pravoslavne cerkve. Oba izražata hvaležnost, da je do tega prišlo, tudi izražata hvaležnost Bogu, da ta proces dialoga gre naprej, da se nekako revitalizira pravoslavna cerkev v Rusiji. Podatek je, da je nekaj 1000 novih cerkva v tem času zdaj sezidano in vemo, kako se ravno tradicija nekako uveljavlja v pravoslavni cerkvi. Seveda so določene vprašanja, ki niso rešena, tudi ne bodo kar rešena za zeleno mizo. Skupna dediščina pa je ravno to. Vera v Kristusa, krst, svetopismo, enako svetniki, učenci prve krščanske cerkve, cerkveni očetje, tudi vse tisto, kar so oni, za kar so si trudili, ne nazadnje tudi pobožnost do Božje Matere Marije. To je morda neka taka stvar, ki je pravoslavcem pa katoličanom zelo blizu. No, tudi oba izražata veselje nad tem, kar se je zgodilo in tudi odpirata pot v prihodnost.
No, to je samo tako mimo grede rečeno. Še ena misel. Kristjani povsod po svetu se pa danes srečujejo z novimi verskimi skupnostmi, religijami in to, kar zadeva nas je ekumenski dialog, kar pa zadeva odnos do drugih, do islama, do drugih velikih verstev sveta, to je pa medverski dialog, ki je pa naslednja stopnja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Štrukelj, še vaša misel v tem ekumenskem dokumentu? Najprej sem vesel vseh teh treh predstavitev, ki so zelo tehtne in pravzaprav nimam kaj dodati, razen da izražam svoje veselje in upanje, kako se začenja razpravljena konstitucija v Cerkvi sedanjem svetu. Veselje nad tem, kar se je s tem medsebojnim srečavanjem, razpravljanjem že zgodilo, sodobi, ki so tukaj, in upanje, da bi šlo to naprej. Zelo sem vesel in smo mi vsi veseli, da imamo sedaj med seboj ekumensko tako odprtega sobrata, gospoda Škofa, ki se res poznamo že veliko časa in vedno, ko je tudi teden krščanske edinosti, vi odprete vrata in srce, da se udeležujemo teh bogoslužij in to je pravzaprav nekaj najlepšega. Tako da se za vse zahvaljujem in izražam samo najboljše želje za naprej. Jaz bi dodal samo posebno zahvalo in pohvalo profesorju Štruklju, ki je prevedel, odlično prevedel večji del tega besedila, ki ni lahko besedilo, ker je teološko zelo zahtevno in tudi brez njegovega garanja in dela ne bi imeli tega teksta danes pred seboj. Gospod Bogdan, da si mi pa nekako, resnično, dal priložnost, da pomenimo še tega gospoda, ki pa tukaj, ki pa gospod Valenčič posebej lepo storil, gospod lektor Janez Zupet, ki je kar v okvir dal, on je to še lektoriral in tudi njemu posthumno priznanje, da je za ekumensko besedilo še svoje zadnje moči po svetu. Hvala lepa. Je kar nekaj takih novih izrazov, Mogoče kakšno vprašanje za naše goste, še dodatno pojasnilo, ali moramo najprej prebrati natančen dokument? Ja, priporočam. Je mogoče ni? Če ne, se vam jaz res lepo zahvaljujem, tudi vam mogoče da pozneje najbrž še kakšno vprašanje. Pa nam vsem skupaj želim, da bi prihodnje to jubilejno leto začeli z mislijo papeža Janeza 23., ki je na drugem Vatikanskem koncilu poudaril, da to, kar nas druži, je večje od tega, kar nas ločuje.